Poln trg ljudi in deklice, ki šteje le 12 let in leži na tleh, nihče niti ne pogleda. Mimo gre tudi oče z vozičkom. Ženski, ki na koncu le prehitita na pomoč, sta medicinski sestri. Ponovno se odpravimo na Grajski trg, tokrat oboroženi s posnetkom in ga pokažemo mimoidočim. To je en posnetek deklice, ki je ležala prav tukaj le na tleh. 12 let je stara, pa ji, poglejte, nihče ni pomagal. Ljudje so hodili mimo. Grozljivo. Grozljivo. Mene to kar pretrese, ker imam vnuka starega tudi 12 let in če bi on tu ležal, je srčni bolnik, pa mu nihče ne bi pomagal, bi bila lahko katastrofa. To je res obsojanje, ne morem verjeti, res ne bo šlo. Če je zastrupitev z alkoholom to ali z drogo, je lahko mrtev v par minutah, ne? Se je že mene tudi pustilo na smučišču, tako da mi to zelo ni všeč. Tako da se ustavim pa vprašam. To stanje, to odraz današnjega človeka, no. Jaz bi najverjetneje pomagala. Če tudi ne bi vedela, kako se odzvati v tej situaciji, kako ji pomagati, bi vsaj, ne vem, poskušala. Ne samo, da Nini ni nihče pomagal, kolesarju je še skoraj povozil. Na srečo je šlo le za igran prizor skupine prve pomoči iz osnovne šole Limbuš. V bistvu smo bile precej zgrožene, ker lahko že nekaj prvih par sekund usodnih, lahko bi umrla, kaj če bi šlo to za nekega starejšega človeka. Ne vem, bilo je zelo neprijetno pa čudno. Da sami znajo pomagati, če se znajdejo ob nezavestnem ali poškodovanem, smo se lahko tudi prepričali. Sicer pa so nedavno že pomagali starejši gospe. Tu pač v naši ulici, ko je starejša gospa padla in se v betonsko ograjo pač udarila glava. In so potem pač tudi pomagali in poklicali rešilca. In to znajo dekleta, čeprav niso starejša od 14 let, ki so sicer tudi državne prvakinje v prvi pomoči. Je pa ravnatelj osnovne šole opozoril, da je bilo včasih učenje osnov prve pomoči del učnega procesa. Danes pa je to prepuščeno krožkom in dobri volji posameznikov. Če se začne te stvari dovolj zgodaj dogajati tudi v šoli, je to samo velik plus v situacijah, ki lahko danes nastanejo kjerkoli. Na igrišču, na cesti, v šoli. In če se vrnemo na začetek, nas je torej lahko upravičeno strah, da bomo, če bo šlo zares, ostali sami.